Danes Izola v sebi skriva nešteto obrazov, od nas pa je odvisno, katerega vidimo in začutimo. Večina obiskovalcev Izola prevzame ravno svojo domačnostjo. Med drugim ključ za ogled cerkve dobite kar v bližnjem lokalu in zavitimi ulicami, ki nas, navajene običajnega mestnega vrveža, popeljejo par stoletij nazaj. Načeloma pa jih napotimo kar po promenadi, kjer si lahko ogledajo morje in barke do Starega Mandrača. Tamle je srce Izole, Manzioljev trg z najstarejšo cerkvijo, Svete Marije Ljetske in Manzioljevo palačo, in pa še potem do glavne cerkve, najlepše baročne palače na obali, Bezengijeve palače, in pa obnovljen muzej Parenzana. V Izoli pri razvoju turizma stavijo predvsem na zgodovino, kulinariko in seveda na tradicijo ribištva. Gosti lokalov v obmorskem mestu namreč pričakujejo svežo ribo iz Jadranskega morja. Jaz sem v bistvu šolana oblikovalka grafična, čisto na drugih področjih sem delovala, ampak nekako ta tradicija, to čut, ne vem, vsak večer, če sem gledala očeta in strica z barko, ko so šli ven, meni še zdaj se naježim. In nekako to čutim in zato hočem s to tradicijo nadaljevati. V Izolo pa so vedno radi prihajali tudi umetniki. Zato turistični delavci v svojo razvojno strategijo vključujejo tudi promocijo Izole kot umetniškega mesta. Mi poskušamo čim bolj vključevati domačine in to, kar imajo sami za pokazati, in to spreminjamo v naše prednosti. Izolo smo z Rosano prepoznali kot mesto, ki je res pravo za to, da smo tukaj odprli galerijo, ker je tudi zelo inspirativno mesto polno umetnikov in dogajanja. Dogajanju pa sta tudi sami že prispevali z organizacijo različnih dogodkov v galeriji. Med drugim sta v Izolo in prvič tudi v Slovenijo pripeljali bienale sodobnega nakita. Mi verjamemo, da če se domačin v mestu dobro počuti, se bo tudi turist. Prijaznost in odprtost ljudi zato marsikdaj več naredita za dobro počutje turista kot vrhunska ponudba. Še vedno pa je tako kot z vsemi stvarmi v življenju. Najlepše je hoditi z roko v roki.